Koliko nama še manjka do milijona? Približno 300 metrov. No, ste slišali. Je bil res prvi Forester, ki je bil uvožen v Slovenijo. Zdaj pa preverjam, če ni morda prvi Forester na svetu, ki je dosegel 1 milijon kilometrov in pri tem mi pomaga tudi zastopstvo v Bruslju. Ta Forester je bil takrat res znan kot najboljši in najbolj trpežen avto. Njegova najbolj divja prigoda. V smislu izkoriščanja štirikolesnega pogona ali pa razmer? Ja, lahko rečem to. Meni se je enkrat domov mudil v Ljubljano, ne vem že zakaj, pred leti in sem pripeljal na Ljubelj. Torej, Ljubelj je moja ljubljena točka voziti se v Švico in nazaj in v Avstrijo. In takrat je padl na Ljubelju približno 3/4 metra snega. In Ljubelj ni bil splužen. In jaz sem rekel, kljub temu grem in sem prišel brez problema, tako da je avto v bistvu ril. Moj avto je bil ene vrste plug, sem prišel na vrh z reduktorjem, ker te imajo še posebej reduktor, ta stari. In ko sem prišel na vrh, me je policija seveda ustavila, ko so bili gor z džipom, so rekla, niste videli, da je znak, ne, ki je prepovedan voziti. Kako ste se gor upal, pa to je prekršek, ne. In slučajno je bil tam šef carine, ki sem ga pa dobro poznal, ki sem pa kaj vozil in je zraven prestopil pa rekel, kar pusti ga primer, jaz imam tudi Forester, ja. AMZS nikoli ni na cedilu pustil, par stvari sem imel z drugimi avtomobili na cest in so se vedno odzvali v nulo, tudi v inozemstvo so me prišli iskat, ne s tem avtomobilom, ta ni nikoli crknil in vedno so dobili od mene oceno 10, tako da sem navdušen nad AMZS-jem, res, nad storitvami pa sploh na cest, ker ogromen vozim. Evo, Forester z največ kilometri na svetu. Kdo ga je pa servisiral? Ja, kdo? AMZS!